Spoštovani novinarji, novinarke, predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na vsakoletni novinarski konferenci Slovenske vojske na temo Vaje 2024. Z informiranjem o aktivnostih Slovenske vojske, ki bistveno vplivajo na civilno okolje, želimo transparentno obveščati javnosti o svojem delovanju in pravočasno seznanjati vse, na katere naše aktivnosti vplivajo. Danes bodo vaje predstavljali namestnik poveljnika sil, polkovnik Igor Šepec, načelnik planer na poveljstvu sil, podpolkovnik Hrvatin Tomaž in pa poveljnik Centra za združeno usposabljanje v Postojni, polkovnik Boško Haupt. Polkovnik Šepec bo predstavil uvod v leto vaj 2024, v katerem sledimo prvi nalogi Slovenske vojske, to je usposabljanje in izobraževanje za oboroženi boj in druge oblike vojaške obrambe naše domovine. Na to se pripravljamo tako z domačimi, mednarodnimi vajami v slovenskem okolju in pa v tujini. Podpolkovnik Hrvatin bo predstavil vse vaje v letošnjem letu, v tujini in doma. Podrobno bo predstavil obe ključni vaji, to sta Zvezda Triglava 2024 in pa niz vaj Preskok 2024, ter vse ključne aktivnosti na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni, ki bodo imele večji vpliv na okolje. Na koncu bo poveljnik Centra za združeno usposabljanje polkovnik Haupt predstavil aktivnosti civilno-vojaškega sodelovanja in delovanja v domicilnem območju okoli našega osrednjega vadišča Postojna. Predvsem zato, ker si želimo najti sobivanje z okoljem, v katerem delujemo. Jaz pa bom v zaključku podala napovednik še drugih aktivnosti, s katerimi se v letošnjem letu Slovenska vojska predstavlja. Prosim namestnika poveljnika sil za uvodno predstavitev. Lep pozdrav še z moje strani. V uvodu bi rad nakazal nekaj stvari. Prvo, kar je, bi rekel, semafor na levi strani z tremi besedami, ki so zapisane, se pravi odvračanje, odzivnost in obramba. Te barve niso naključne. Nekako mi govorimo, da ko smo v zelenem, smo na začetku, smo v miru in gremo proti naraščajočem konfliktu, se pa rdeče smo že v vojaškem spopadu. In tudi vse aktivnosti, ki jih Slovenska vojska izvaja, so usklajene, bi rekel, za temi tremi oblikami. Vsaka aktivnost, ki jo mi izvajamo, načrtujemo, usposabljanje, sodi v enega od teh treh okvirjev. Skladno z vojaško doktrino Slovenska vojska izvaja 7 pomembnejših načinov delovanja. Pa če govorimo, da podporno delovanje, v kateri pomagamo sistemu zaščite, reševanja in pomoči, stabilizacijsko delovanje, kjer nudimo pomoč pri vzpostavitvi varnega okolja, predvsem v naših nalogah na mednarodnih operacijah in misijah, in pa prehoda potem preko informacijskega delovanja v tisto ključno oboroženo delovanje, ki ga predstavljajo predvsem pa, bi rekel, obrambno, napadno in pa specialno delovanje. To govorim predvsem zaradi tega, da razumemo, da Slovenska vojska potrebuje in se usposablja za vse različne načine. Se pravi, tako kot se moramo usposobiti za to, da lahko podpiramo državne organe, da lahko delujemo na misijah, moramo, in kar je naše osnovno poslanstvo, kar je zapisano tudi na desni strani, se usposabljati za oboroženi boj. Zato pa rabimo vadišča, strelišča in kot bo v nadaljevanju povedano, verjamem, da na teh vadiščih in streliščih korektno ravnamo. Izhodišče načrtovanja za leto 2024 se je za nas začelo že nekako julija 2023, ko smo že dobili prve usmeritve, se pravi, znane so bile naloge, bomo rekli, v nacionalni in kolektivni obrambi. Mi kot kolektivno obrambo predvsem smatramo naše obveze v Severnoatlantskem zavezništvu in pa seveda v nalogah vojaških, ki jih imamo v okviru Evropske bataljonske skupine, v okviru EOBG-ja. Ključno naš prispevek sil Slovenske vojske je bil že v oktobru mesecu oddan na generalštab, da je skozi proces izdelave načrta vaj v obrambnem sistemu le-ta bil izdan 15. februarja. Sile Slovenske vojske, Slovenska vojska predstavljajo ključen, pomemben del vaj v načrtu vaj v obrambnem sistemu
In teh vaj, kot boste videli kasneje, je predstavljeno nekje preko 130. Bi pa opozoril, da je načrt vaj obrambe sistemu pomemben zlasti zaradi določil zakona o obrambi. 88. člen zakona o obrambi v enem odstavku govori, da vse vaje, kjer zavezniške sile sodelujejo v Republiki Sloveniji in kjer naše sile, pripadniki, sodelujejo izven meja Republike Slovenije, mora potrditi vlada Republike Slovenije s sklepom. In to je za nas tisto operativni okvir, da rečem, v katerem pa lahko potem mi natančno iznačrtujemo te vaje. Letos je bilo to izdano 15. februarja 2024, zato tudi termin te konference sovpada za to izdajo. Hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz bom nadaljeval, ker je namestnik končal, se pravi, omenil je načrtovanje. Začeli smo ga lani in prva stvar, ki smo si jo določali, je bil namen in pa cilje, katere bomo dosegali s posameznimi vajami. Zdaj, na drsanci so nanizani posamezni cilji in to nas je vodilo k načrtovanju posameznih vaj, na katerih bomo določen cilj dosegli. Drug element, ki nas je vodil k načrtovanju, so mednarodne organizacije oziroma regionalni dogovori in pa varnostne organizacije, katerih članice smo in v katerih izvajamo naše zaveze. Se pravi, ključen cilj, ki smo si ga postavili, je usposabljanje za nacionalno in kolektivno obrambo v okviru zavezništva, graditev in pa razvoj ključnih ciljev zmogljivosti in njihova integracija v NATO-vo strukturo sil, nasploh krepitev zavezniške obrambne in odvračalne drže, izgradnja in pa vzdrževanje operativnih zmogljivosti, posameznih zmogljivosti ter usposobljenost deklariranih sil, ki jih prispevamo oziroma delujejo v sklopu NATO-vih odzivnih sil, v NATO-vi inicijativi o pripravljenosti, v balkanskih namenskih zdravstvenih silah in pa v okviru bojne skupine Evropske unije. Tukaj bi rad opozoril, da v drugi polovici leta 2024 je načrtovan nov model sil NATO, torej bo prišlo do določenih sprememb, imenovale se bojo ARF in sicer v prevodu bojo to zavezniške odzivne sile. Vaje bomo izkoristili tudi za priprave na sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah. Z določenimi vajami želimo dvigniti povezljivost, premičnost in pa aktivnosti v okviru podpore države gostiteljice. Za cilj smo si zadali tudi dvig kolektivne strelske usposobljenosti in pa usposobljenost enot ognjene podpore ter vedno vzdrževanje in pa vzdrževanje potrebne sposobnosti za odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah. Naprej, prosim. Se pravi, ključen dokument za nas je načrt vaj v obrambnem sistemu, v katerega poveljstvo sil predlaga vaje, katere bo izvajala. V tem načrtu so zapisane pomembnejše vaje in pa pomembnejše kolektivno usposabljanje, ki ga izvajamo doma in pa v tujini ter naši partnerji in pa zavezniki, ki ga izvajajo pri nas. Če pogledate tabelo na desni strani, kjer so ti sklopi tudi razdeljeni, torej vaje in pa kolektivno usposabljanje v Republiki Sloveniji ter vaje v tujini in pa kolektivno usposabljanje v tujini. Skupaj je dogodkov 132, načrtovana finančna sredstva, ki smo jih predvideli za te vaje, so pa v višini 5 milijonov 300 tisoč. Rad bi še poudaril to, da je skoraj 2/3 vseh načrtovanih aktivnosti usposabljanja in vaj v letu 2024 bo Slovenska vojska izvedla v tujini, s tem tudi kažemo našo pomembno vlogo v kolektivni obrambi. Naprej, prosim. Sledi, se pravi, predstavitev ključnih vaj v tujini. To so izbrane najpomembnejše. Trenutno poteka največja odvračalna vaja po koncu hladne vojne v Evropi z imenom, se pravi, niz mednarodnih vojaških vaj Steadfast Defender. Rad bi še to opozoril, da vsa imena, ki jih bom uporabil na tej drsnici, so originalna imena, ki so jih nosilne države predvidele oziroma so na ta način poimenovale vaje.
Steadfast Defender je ena največjih odvračalnih vaj, tako kot sem poudaril, načrtovana je, da se bo izvedla vsake 3 leta. Na tej vaji se preizkuša izvedbo oziroma preigrava in pa usposablja iz večjih združenih operacij. Naš cilj Slovenske vojske in naših enot, ki bojo sodelovali na tem nizu vaj, je usposabljanje deklariranih sil in sicer iz napotitve in pa integracije v sestav višje enote. Načrtujemo udeležbo naših pripadnikov do 150, ki bojo sodelovali na teh 3 vajah, in sicer Dragon 24 in Cobra 24, ki bo izvedena na Poljskem, in pa v okviru vaje Black Swan, ki bo izvedena na Madžarskem. Naslednja vaja je CIG 24, kjer bomo usposabljali specialiste iz komunikacijskih informacijskih sistemov za potrebe povezljivosti med nacionalnimi in pa zavezniškimi sistemi iz tega področja. Izvedena bo pa junija na Poljskem. Coronat Mask, ki bo izveden junija na Češkem, na tej vaji bomo preverjali končne operativne zmogljivosti večnamenskega voda za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, in ta vod tudi v drugi polovici leta 2024 predvidevamo v NATO-vo strukturo sil kot deklarirane sile. Na vaji bo sodelovalo približno 50 pripadnikov SV. Vaja Ramstein Legacy je vaja zračne obrambe, ki bo izvedena prav tako junija na območju Bolgarije in pa Romunije. To vajo bomo uporabili za usposabljanje in pa graditev zmogljivosti bataljona zračne obrambe. Naprej, prosim. V nadaljevanju sledi pregled ključnih vaj v Republiki Sloveniji. Naprej. Osrednja vaja sil Slovenske vojske bo niz vojaških vaj preskok. Tukaj bi rad sam poudaril, zakaj tako imenujemo niz. Pomeni, da ima vključene podrejene oziroma povezane vojaške vaje in pa da sledimo enotnemu vadbenemu scenariju. Naprej. V niz vojaških vaj so vključene vse enote Slovenske vojske, ki so prvo podrejene poveljstvu sil. Izvajane vaje se bodo dogajale na območju celotne Slovenije. Tukaj na karti spodaj pred mano lahko vidite največjih 5 povezanih vojaških vaj, ki so del niza in pa njihove lokacije. Niz vojaških vaj, namen vaje je preizkusiti krizno odzivanje sil Slovenske vojske skladno z načrtom delovanja SV v naraščajočem spektru konflikta. To pomeni, da bo situacija naraščala od mira proti vojni in se pravi scenarij predvideva aktivacijo 5. člena in pa izvedbo kolektivne obrambe. Prvi del preskoka bo izveden v mesecu maju in juniju in takrat se bomo usposabljali iz alarmiranja stalnih sil in takojšnjih odzivnih sil ter štab poveljstva sil ter prvo podrejenih enot bojo načrtovali nacionalno obrambo. Povezana vojaška vaja znotraj prvega dela je vaja protiudarec, ki bo izvedena v Cerkljah ob Krki. V drugem delu preskoka, ki bo izveden septembra, oktobra, bo izvedena poveljniško štabna vaja, kjer bomo preigravali načrtovano nacionalno obrambo, in pa povezane vojaške vaje. Znotraj tega dela so zvezda Triglava, ki bo izvedena na območju Gorenjske, in sicer Bohinjske Bele ter Karavank, zdravstven ščit, ki je vaja z področja vojaških zdravstvenih enot, in pa vaja Zaliv, ki bo izvedena v našem teritorialnem morju. Preskok 3, usposabljali se bomo iz integracije in pa kolektivne obrambe. Povezana vojaška vaja znotraj tega je vaja Kleščman, ki bo izvedena v Postojni in pa na poligonu Poček. Izvajali bomo pa računalniško podprto štabno vajo poveljstvo Polka in pa izvedena bo taktična vaja z bojnim streljanjem Čete. Naprej. Kot sem že prej omenil, zvezda Triglava, jo bomo tudi posebej predstavili, ker je to največja mednarodna vojaška vaja v letu 2024 in pa največja izmed povezanih vaj v drugem delu niza vojaških vaj preskok. Naprej.
Vaja, tako kot lahko vidite tudi iz slik, je namenjena usposabljanju gorskih enot in pa iz gorskega bojevanja. Izvedena bo v času od 23. septembra pa do sredine oktobra. Tako kot sem že prej omenil, na območju Gorenjske, predvsem Karavank in pa Bohinjske Bele, udeleženci je trenutno potrdilo udeležbo 7 partnerjev oziroma zaveznikov, čakamo še potrditev 2 držav in ocenjujemo, da bo nekje udeležba okrog 500 pripadnikov Slovenske vojske in pa naših zaveznikov in partnerjev. Naprej. Še aktivnosti na poligonu Poček. Naprej. Torej, pri načrtovanju smo veliko poudarka dali tudi na ukrepe oziroma na vpliv na lokalno okolje. Se pravi, pri načrtovanju smo poskušali združiti vsa večja kolektivna usposabljanja in pa vaje, ter z izvedbo nekaterih vaj v tujini smo uspeli zmanjšati število aktivnosti na poligonu Poček. Za primerjavo del aktivnosti usposabljanja, ki povzročajo največ hrupa, to je delovanje vojaškega letalstva in pa artilerijska streljanja, smo načrtovali na streliščih in vadiščih v tujini in sicer, če pogledate procente, je to nekje 40% doma in pa 60% v tujini. Upoštevali smo tudi roke splošne in pa poklicne mature, torej na poligonu Poček v tem obdobju na začetku junija ne bomo izvajali večjih vojaških aktivnosti. Mednarodne vojaške vaje, kot sem že omenil, Zvezda Triglava bo izvedena letos, ker se pravi so to odvračalne vaje, ki jih ponujamo tudi partnerjem in zaveznikom, da se jih udeležijo, smo se prilagodili ciklom usposabljanja zaveznikov oziroma NATO in je odločitev bila sprejeta, da gremo v izvedbo v 2-letnih ciklih. Kaj to pomeni? Torej, jadranski udar bo izveden v lihih letih, torej prva bo 2025 in letos ne bo izveden, Zvezda Triglava bo izvedena v 2024, naslednja pa v letu 2026. Rad bi še poudaril to, da pri načrtovanju in pa izvajanju usposabljanja in vaj na poligonu Poček striktno upoštevamo predpise varovanja okolja ter določila, ki so opredeljena v elaboratu poligona Poček in ki so skladna oziroma vnešena tudi v dogovore, ki so bili sklenjene med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in pa občinami, ki so na tem območju, to je Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Zapisane omejitve so pa iz naslednjih področij in se pravi, da omejujemo streljanje med vikendi in prazniki, imamo omejitev nočnih streljanj, se pravi tako številčno, časovno, po velikosti kalibrov in pa aktivnosti v poletnem času so minimizirane, omejitve delovanja letalstva, se pravi časovno in pa lokacijsko, ter omejitve delovanja oziroma usposabljanja v primeru povečane požarne ogroženosti. Zadnja točka, ki bi jo rad poudaril, pa je bo tudi polkovnik Haut v nadaljevanju predstavil, je povečanje civilno-vojaške interakcije in pa komuniciranja z lokalnimi skupnostmi. Naprej, prosim. Na tej drsnici vidite načrtovanje aktivnosti na poligonu Poček. Tukaj so največje aktivnosti predstavljene. V zgornji vrstici imate časovno premico, v levem stolpcu smo jih razdelili v 4 sklope in sicer streljanje nad kalibrom 12,7 mm brez vključene artilerije in imamo v letu 2024 4 dogodke, ki smo jih poimenovali Bajonet 1 do Bajonet 4. To so aktivnosti skupnega usposabljanja z našimi zavezniki ter 2 polkovni oziroma bataljonski vaji, podporni bojevnik 2 in pa Kleščman, ki je tudi del niza vojaških vaj preskok. Samostojno streljanje artilerijsko je načrtovano zgolj eno, ker ostale, kot sem že prej povedal, smo združili v ostale aktivnosti oziroma načrtovali v tujini in bo izvedeno aprila. Aktivnosti letalstva in streljanje artilerije smo združili in sicer bojo izvedene v sklopu tedna zračne podpore številka 1 in pa jadranskega groma 1. Kar se tiče aktivnosti letalstva, je nanizanih 6 dogodkov,
se pravi tedni zračne podpore, vaja Jadranski grom in pa vaja Nočni bodež. V zelenem pa vidite še vajo Neptun Strike, ki je odvračalna vaja zavezništva in ima eno posebnost, ima zelo kratek rok načrtovanja, tako da smo obveščeni o izvedbi oziroma datumu neposredno pred izvedbo vaje, ni pa nujno, da bo izvedena letos. Smo jo pa gor predstavili v primeru, da bo izvedena. Kar bi rad še poudaril, če pogledate poletne mesece, smo zmanjšali aktivnosti na minimum in to je razvidno tudi iz drsnice oziroma koledarja izvedbe. Naprej. Hvala. Lep pozdrav, jaz sem polkovnik Haupt, poveljnik Centra za združeno usposabljanje v Postojni, torej v Postojni, kjer se nahaja tudi naše največje vadišče, ki omogoča, se pravi, združeno usposabljanje rodov. Vse to, kar je bilo zdaj predstavljeno, smo potem tudi mi naslovili in predstavili predstavnikom v lokalnih skupnosti, predvsem smo se fokusirali na osnovne šole, vrtce in srednješolske zavode, kjer smo jim predstavili, se pravi, poslanstvo Slovenske vojske, zakaj Slovenska vojska potrebuje vadišča, zakaj je toliko hrupa, poskušali smo, se pravi, jim obrazložiti, zakaj je potrebno, da letijo reaktivna letala in zakaj je tudi hrup. Pokazano nam je tudi bilo, da Slovenska vojska razume in sledi željam in tudi ta zamik vseh aktivnosti od tistih najbolj občutljivih terminov, kot so nacionalno preverjanje znanja, ki bom rekel, vpliva na vpise na srednje šole in podobne zadeve. Se pravi, iz naslova doseganja določenih zmogljivosti, ki jih Slovenska vojska gradi, je tudi osrednje vadišče izredno velikega pomena in tudi lokalna skupnost in tudi ravnatelji v teh zavodih, vrtcih in šolah to razumejo. In seveda tudi smo jim nudili vabilo, da bi nas prišli tudi spremljati delo in pogledati, kaj dejansko Slovenska vojska izvaja. V ta namen smo tudi veliko pozornost namenili ohranjanju in varovanju okolja. Predstavljeni so jim bile aktivnosti, kaj dejansko Slovenska vojska na tem področju počne in tudi v prihodnje, in sicer že aprila meseca, bomo organizirali dan odprtih vrat vadišča Poček, kjer so bili vsi ti ravnatelji skupaj z njihovimi sodelavci ter vsa zainteresirana javnost povabljeni, da pridejo in vidijo dejansko, kako Slovenska vojska skrbi za okolje, kaj dela, kaj počne skupaj ali sama ali z pripadniki zavezniških enot. Tako da vabljeni tudi vi. Območje osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna ima v sistemu obrambne države strateški pomen, ker je edino območje v Republiki Sloveniji, na katerem se lahko izvajajo vse zahtevnejše oblike usposabljanja. Brez osrednjega vadišča Postojna Slovenska vojska ne more uresničevati prve naloge in svojega poslanstva, zapisanega v 37. členu Zakona o obrambi, kar smo že danes slišali, usposabljanje in izobraževanje za vodenje oboroženega boja. Se pa v Slovenski vojski dobro zavedamo pomena, ki ga ima ohranjanje okolja in naravnih bogastev za obstoj in kakovost življenja prihodnjih generacij in pa seveda pomena in sodelovanja ter transparentnega obveščanja javnosti v našem delovanju. Zato vse napore vedno usmerjamo v iskanje sinergije med željami, zahtevami civilnega okolja in pa seveda za doseganje usposobljenosti naših zakonom določenih nalog. Poleg omenjenih vaj, ki so vidne v okolici, naj poudarim še enkrat, da Slovenska vojska ogromno vaj izvaja ne samo v tujini, ampak tudi v zaprtih računalniških prostorih, ki ne vplivajo na zunanje okolje, pa prispevajo k naši usposobljenosti. Usposobljenost in pripravljenost
ki jo Slovenska vojska pridobi na vseh teh predstavljenih vajah in pa jo lahko vsakodnevno vsakdo od državljanov in državljank vidi na naših aktivnostih, ki jih nudimo v podpori ob sodelovanju na lanskoletnih poplavah, vsakodnevnih helikopterskih reševanjih in podobnih nalogah, ki jih Slovenska vojska vedno polno pripravljena in vrhunsko izvede. Vedno radi odpremo svoja vrata in vedno radi pokažemo državljanom in državljankam, v katerih službi smo, naše delovanje, naše zmogljivosti in naše znanje. Zato vedno povabimo na dneve odprtih vrat, ki bodo tudi letos v maju, juniju in pa septembru v vojašnicah Slovenske vojske. Vabimo vse na praznovanje dneva Slovenske vojske in pa letos obeležitve 20. obletnice članstva v Zvezi NATO. S to mislijo odpiram prostor za vprašanja in zaključujem to tiskovno konferenco